Lepo pozdravljeni, tokrat z moje strani. Ja, teden je hitro naokoli in spet je tu naše druženje. Danes bomo spet uživali v slavljenju in poslušanju Božje besede. Zato vas pozivam, da pripravimo svoja srca za sprejemanje in ušesa za poslušanje. Naj res ta Božja beseda pade na rodovitna tla in naj prinese dober sad ob svojem času. Saj veste, da še tako dobro seme, ki ga posejemo v zemljo, ne obrodi, če prej ni zemlja pripravljena. Ali se spomniš, ko si bil star 14 let? Mogoče to ni bilo daleč nazaj, ampak to je stresno obdobje. Moj najmlajši sin je star 14 let. In odločiti se moraš, v katero šolo želiš hoditi, kar določa, če boš šel na faks, kar določa tvojo kariero, kar določa tvoje bodočnosti. Istočasno bomo sešteli vse tvoje točke in te primerjali s tvojimi sošolci. Ti si tisti s 140 točkami. In ti si tisti s samo 100. Torej, pri 14 si soočen z dvema največjima življenjskima vprašanjima. Kdo sem
in zakaj sem tukaj? Oziroma, kaj naj bi počel s svojim življenjem? Če bi s temi vprašanji opravili pri 14, bi bilo super. Ampak te dve vprašanji nam sledite celo življenje. Vedno znova se ju sprašujemo. To sta dve izmed najpomembnejših vprašanj v našem življenju. Kdo sem? Kakšen je moja identiteta? Ali sem pomemben? Ali sem pameten? Ali sem sposoben, ljubljen? Ali sem oseba z 140 točkami? Torej, kdo sem? In potem, zakaj sem tukaj? Ali je to, kar počnem, prava kariera zame? Kaj je namen moje službe? Ali je samo zaslužiti dovolj denarja, da se lahko upokojim in zapustim nekaj svojim otrokom? Ali imam klic ali samo službo? Trenutno začenjamo z pismo Koločanom. Danes si bomo pogledali samo prvi dve vrstici. To je samo uvod v pismo, ampak bomo v teh dveh vrsticah našli dve neverjetni načeli, ki nam boste pomagali najti odgovor na naši dve vprašanje. Plus dve dodatni darili, ki nam date, kar potrebujemo, da te odgovore lahko živimo. Preberemo skupaj Kološanom 1:1-2, ki piše: Pavel, po Božji voli, apostol Kristusa Jezusa in brat Timotej, svetim v Kolosah in zvestim bratom v Kristusu. Milost vam in mir od Boga našega Očeta. Prvi princip, ki ga vidimo, je tole. Naš klic prihaja od Boga. Pavel pravi, poklican sem za apostola. To je moja vloga, moje poslanstvo. Ampak odkot je ta klic prišel? Iz njegovega študija? Ali je sanjal o tem, ko je bil majhen? Jaz hočem biti apostol Jezusa Kristusa. Ne! On je Jezus sovražil, ko je bil mlajši. V pismu pravi Pavel, po Božji voli apostol. Kakšen neverjeten dar je poznati namen svojega življenja. Pavel se zaveda, da je njegov namen prišel od Boga. Odgovor na vprašanje, zakaj sem tukaj, oziroma kaj je namen mojega življenja, prihaja od njega. Ta namen, ta klic je edinstven za vsakega izmed nas. Ali ste opazili, da je rekel Pavel po Božji voli apostol? To je moj klic. Tvoj je lahko drugačen. Ali veš, da ima Bog klic tudi za tvoje življenje? Da ima namen za tvoje življenje, ki je edinstven, poseben in poln pomena. Kako najdemo ta klic, če smo stari 14 ali 40? Kako prepoznamo Božji plan za moje življenje? Pogosto čakamo na sijoče svetlobe in močen glas iz nebes, ki pravi: Josh, ti boš pilot. Mogoče se bo to zgodilo, jaz bom zelo vesel. Ampak Sveto pismo nam ponuje drugačno sliko. Efežanom 2:10 pravi: Njegovo stvaritve smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela,
Za nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Bog me je ustvaril in On ustvaril me z namenom za dobra dela, ki jih je vnaprej pripravil zame. Torej, ne gre le za en velik klic. On me vsak dan kliče v dobra dela, ki jih je pripravil, da jih storim. Mogoče to ne zveni kot dobra novica. Zveni mogoče kot breme. Sliši se, kot da Bog pravi, rabim delavce. Torej bom ustvaril tebe, da opraviš moje delo. Veliko dela ti bom naložil. Hvala, ampak ne. To nikakor ni pomen te vrstice. Bog pravzaprav pravi, zate imam vnaprej pripravljena darila. Darila, ki jih vsak dan lahko odpiraš. Zakaj sem uporabljal besede darila? Ali si kdaj videl orle leteti, ali delfina plavati, ali psa teči? Zakaj v tem vidiš toliko radosti? Čeprav vsaka izmed teh dejavnosti zahteva ogromno energije. Ker delajo stvari, za katere so bili ustvarjeni. Slika bi bila precej drugačna, če bi orel plaval ali delfin tekel. Ustvarjene bitje izkušajo veliko radost, ko delajo prav tisto, za kar so bili ustvarjeni. Zakaj si bil ti ustvarjen? Za specifična dobra dela, ki jih je Bog pripravil zate kot darila. Torej, namesto da sedim in čakam na ta velik klic, moram spraševati Očeta, katera dela imaš zame pripravljena danes. Torej, ko živimo v teh malih dobrih delih, bo tudi naš velik klic postal bolj jasen. Ali veš, da ima tvoje življenje namen? Ali imaš klic ali samo poklic? Ali imaš poslanstvo ali samo službo? Lahko imam službo ali hodim v šolo, ampak bo ta postala veliko več, če vsak dan vprašam Bog, Oče, katera dobra dela imaš pripravljen zame danes? Jutri ali popoldan? Katera dobra dela imaš pripravljen zame? Potem moja služba ali šola postane veliko več, postane poslanstvo. Prvi princip. Tvoj klic pride od Boga. In ko živiš ta klic, boš doživljal veliko radost. Drugi princip. Tvoja identiteta tudi pride od Boga. Poglejmo, kako Pavel naslovijo verniki v Kolosah. Druga vrstica. Svetim v Kolosah in zvestim bratom v Kristusu. Vemo, da govori vernikom, ker reče bratom v Kristusu. Kako naslovi tisti, ki so v Kristusu? Sveti in zvesti. Najprej, sveti? Ali so bili to izredno dobri ljudi? Ne. Preberi celo pismo. Vidimo tukaj izredno pomembno resnico.
da moja identiteta pride od Boga. Iz tega, da smo v Kristusu. Ne pride iz mojih dosežkov ali iz mojega statusa, ali sem 100 točk, ali sem 140 točk. Ne. Jaz sem otrok, kralj je kraljev. Moja identiteta pride od mojega stvarnika. Zakaj je to tako pomembno? Ker vsa naša dejanja izhajajo iz naše identitete. Vsa naša dejanja izhajajo iz naše identitete. Naša identiteta funkcionira kot obleka. Če nosim draga bela obleka, se bom izogibal blatu. Če nosim cunje, kaj me briga. Naše dejanja izhajajo iz naše identitete. Ali si prejel identiteta od svojega stvarnika, ali sprejemaš identiteto, ki jo daje svet. Ti si lepa, ti si pameten, ti si sposobna, ti si 100 točk, ti si 140 točk. Ali jaz sem svet, ljubljen, sin Boga, ker sem v Kristusu. Moj klic prihaja od Boga. Moja identiteta prihaja od Boga. 2 principa oziroma 2 načeli. In zdaj še 2 darili, ki nam date, kar potrebujemo, da te odgovore lahko živimo. Kdo sem in zakaj sem tukaj. 2 darile. Kolešanem. 1 do 2, še enkrat. Pavel, po Božji volji, apostol Kristusa Jezusa in brat Timotej, svetim v Kolosah in zvestim bratom v Kristusu. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta. Pavel začne in konča skoraj vsa svoja pisma s tem blagoslovom. To ni lep pozdrav. Pavel se zaveda, kako močno potrebujemo te stvari od našega Očeta. Milost vam. Milost. Tako neverjetno jo potrebujemo. Ko je to, kar sem, 100 točk. Daleč od tega, kar bi moral biti, 140 točk. Milost pokrije razlike. Ko s svojimi beli oblačili stopim v blatu, milost opere madež. Ko svet pravi, da nisem dovolj pameten, talentiran, močan, milost pravi, da je on dovolj. Ko si zaslužim smrt za svoj greh, milost ponuje večno življenje z njim. Res potrebujemo milost. Milost vam in mir od Boga. Mir. Ne tisti mir, ki pride od pozitivnega mišljenja, meditacije in globokega dihanja. Ne. Ta mir prihaja od našega Očeta, Boga vesolja. Hebrejska beseda za mir je šalom, ki zajema varnost, zaščito, gotovost, življenje brez strahu in skrbi in najpomembnejši mir z Bogom. Mir, da mi ni treba ničesar dokazovati, da mi ni treba ničesar zaslužiti. Mir, ki mi daje zadovoljstvo, ne glede na okoliščine. Res potrebujemo mir, res potrebujem mir. Ali sprejemaš njegov mir? Kdo sem?
zakaj sem tukaj? Naš klic pride od Boga. Ali ga iščeš dnevno? Vsak dan da vprašaš, Oče, kakšna dobra dela imaš zame danes? Naš klic pride od Boga. Naša identiteta pride od Boga. Ali si jo prijel? Bog tudi ti želi dati svojo milost in mir. In to ni le Pavlov pozdrav. Bog želi to in vem to, ker v 4. Mojzesovi 6. poglavje Bog zapove duhovnikom, kako blagosloviti njegovo ljudstvo. Danes želim moliti isti blagoslov nad tabo. 4. Mojzesova 6. poglavje pravi takole. Gospod je govoril Mojzesu in rekel, govori Aaronu in njegovim sinovim, tako blagoslavite Izraelove sinovi. Recite jim, Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta. Amen. Naj Gospod te varuje, blagoslovi, obsije in ti bo milostljiv. Naj razjasni obraz svoj, mir podeli. Naj Gospod te varuje, blagoslovi, obsije in ti bo milostljiv. Naj razjasni obraz svoj, mir podeli. Naj Gospod te varuje, blagoslovi, obsije in ti bo milostljiv. Naj razjasni obraz svoj, mir podeli.
Gospod ti bo naklonjen še čez 1000 generacij, vsi družini in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom. Na Gospod ti bo naklonjen še čez 1000 generacij, vsi družini in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom. Da prisoten bo ob tebi, gre pred tebo in za tebo, te on daje, je v tebi, on je s tebo, on je s tebo, vse od jutra do večera, ko prihajaš in odhajaš in ko jočeš in se smeješ, on je zate, 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 on je zate. Hvala, Josh, za spodbudno besedo. Razmišljajmo o njej skozi cel teden. Naj se udejanji v našem življenju in naj bo za našo duhovno rast, da bomo močnejši v veri in upanju. Danes imam za vas posebno obvestilo. Naslednjo nedeljo bodo celotno bogoslužje vodili mladi naše cerkve. Smo jih že kar pogrešali, a ne? Torej, naslednjo nedeljo, 31.1. ob 17. uri, bo naše bogoslužje potekalo preko Zooma. Link boste našli na Facebook strani naše cerkve, kot vedno. Obvestite svoje prijatelje, kajti vsi smo dobrodošli. Želim vam lep teden in se kmalu spet vidimo. Na križu žrtvovan, a večno vladal Bog. Odrešil je v svet.
duša